Zrcalo slovenskih dosežkov, priložnosti v tujini, dom, gradnja, turizem, potovanja, obrt, industrija, popusti. Vse novosti na enem mestu. 50. MOS, največji in najboljši. Celjski sejem od 12. do 17. septembra. Zrcalo slovenskih dosežkov, priložnosti v tujini, dom, gradnja, turizem, potovanja, obrt, industrija, popusti. Vse novosti na enem mestu. 50. MOS, največji in najboljši. Celjski sejem od 12. do 17. septembra. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slovesnosti ob odprtju jubilejnega 50. sejma MOS. Ja, največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in tudi širši regiji praznuje zlati jubilej. In to je nedvomno velik in pomemben jubilej, vreden vse pozornosti, spoštovanja in priznanja do vseh, ki ste in so oblikovali to izjemno zgodbo uspešnih poslovnih srečevanj, sodelovanj, dogovarjanj in poslovanj tukaj v Celju. Nemogoče je opisati in ubesediti količino in veličino poslovnih vezi in projektov, ki so zaživeli ravno pod okriljem tega izjemnega sejma MOS. In so se nato tkali dalje po vsej Sloveniji, po Evropi in tudi po svetu. Sejem MOS je bil, je in bo vselej tudi nekakšen svetilnik, platforma za predstavitev novosti, iskanje in snovanje novih trgov, poslovnih priložnosti in seveda tudi končnih kupcev, pa tudi prostor in priložnost za ugodne nakupe in nepozabna doživetja za obiskovalce vseh generacij. Danes z nami praznujejo tudi cenjeni častni gostje. Dovolite, da med nami še posebej pozdravimo predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja. Predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Mitjo Bervarja in svetnike Državnega sveta Republike Slovenije. Podpredsednico Vlade Republike Hrvaške in ministrico za gospodarstvo, podjetništvo in obrt, dr. Martino Dalić. Ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška. Ministra za turizem Republike Hrvaške, gospoda Garija Capellija. Ministrico ekonomije Črne Gore, gospod Dragico Sekulić. Predstavnike
vseh ministrstev in drugih državnih institucij, predsednika pokrajinske vlade avtonomne pokrajine Vojvodine, gospoda Igorja Mirovića, ekscelence in druge predstavnike tujih diplomatskih predstavništev, poslance Državnega zbora Republike Slovenije, župana Mestne občine Celje, gospoda Bojana Šrota ter svetnike mestnega sveta, župane vseh drugih občin, predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Branka Meha s sodelavci in predstavniki območnih obrtno-podjetniških zbornic. Prisrčno pozdravljamo predstavnike Gospodarske zbornice, regionalnih gospodarskih zbornic, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter Zadružne zveze. Pa z veseljem pozdravljamo tudi vse predstavnike tujih zbornic in institucij, razstavljavke in razstavljavce, podjetnice in podjetnike, predstavnike medijev ter čisto vse izmed vas, spoštovani in spoštovane gostje in gosti. Na oder pa zdaj z velikim veseljem in spoštovanjem vabim našega gostitelja, izvršnega direktorja Celjskega sejma, magistra Roberta Otorepca. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli pred mikrofonom. Jaz mislim, da lahko 50. mosu zaploskamo s 50-kratno močjo. Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, podpredsednica Vlade Republike Hrvaške, dr. Martina Dalić, predsednik Državnega sveta, gospod Mitja Bervar, spoštovani ministri, ekscelence in drugi predstavniki diplomatskih predstavništev, župan Mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Branko Meh, spoštovani drugi visoki gostje iz domovine in tujine, cenjene razstavljavke in razstavljavci, dragi gostje, vsi, ki ste danes z nami, dobrodošli na Celjskem sejmišču. Na Celjskem sejmu smo iskreno veseli, da skupaj odpiramo jubilejni 50. sejem MOS. Zahvala, da lahko danes praznujemo tako čestitljivo obletnico, gre v prvi vrsti dolgoletnim razstavljavcem, izmed katerih moram posebej izpostaviti družinsko podjetje Ščetkarstvo Boris Žnidar SP, ki je edini razstavljalec, ki v teh 50 letih ni spustil niti enega sejma. Potem zvestim obiskovalcem sejma, ki so en vsakoletnim množičnim obiskom poplačate trud razstavljavcev in organizatorjev. Seveda tudi našim predhodnikom, poslovnemu združenju za obrt, gostinstvo in komunalo Celje Maribor, ki je organiziralo prvi sejem obrti leta 1968 in naslednici Zveze obrtnih združenj Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je zvest partner sejma MOS še danes. Sejem MOS je v svoji 50-letni zgodovini doživel precej sprememb, saj le sprotnim prilagajanjem spremembam v gospodarskem in tudi političnem okolju in tudi postavljanjem novim trendom lahko ne samo preživel, ampak je iz leta v leto tudi rasel in dobiva na pomembnosti ne samo v Sloveniji, ampak tudi precej širše. Od obrtnih razstav na samem začetku pa do največjega mesta za nakupe v leti po osamosvojitvi Slovenije, kjer si lahko kupil od šivanke do letala, kot se včasih pošalimo, se je sejem MOS v zadnjih letih razvil v sodoben mednarodni poslovni sejem, na katerem se predstavljajo novosti. V zadnjih letih se sklepajo poslovni stiki, zbirajo koristne informacije, kot največji poslovni dogodek v Sloveniji in dejansko tudi širše pa ponuja najhitrejši odsev trenutnega gospodarskega stanja v Sloveniji. Letos smo sejem MOS razdelili v 5 segmentov ali tako imenovanih podsejmov, da je še bolj jasno, kaj le ta ponuja v zadnjih letih. To so gradnja in obnova doma, kamping, karavaning, turizem in prehrana, opremani materiali za obrt in industrijo, poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini ter izdelki široke potrošnje.
V primerjavi z lanskim letom se je najbolj povečala ponudba na področju kampinga in karavaninga, večja je tudi ponudba pohištva. Sejem Most pa so poleg bogatega razstavnega programa tudi vedno aktualne spremljajoče prireditve, na katerih je ravno tako mogoče dobiti koristne in zanimive informacije in navezovati nove poslovne stike. Del teh prireditev je namenjen splošnim obiskovalcem, še več pa obrtnikom, podjetnikom, gospodarstvenikom in tudi tistim, ki se šele podajajo na poslovno pot. Na letošnjem jubilejnem sejmu je bo rekordno število, preko 200. Za pripravo velikega števila teh prireditev se želim posebej zahvaliti Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, ki se letos res obsežno in celovito predstavlja, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Eko-skladu Republike Slovenije in vsem ostalim partnerjem, ki so sodelovali pri pripravi letošnjih spremljevalnih prireditev. V 50. jubileju je Most dobil tudi prvo državo partnerico v svoji zgodovini, Republiko Hrvaško. Država partnerica ima svojo razstavno dvorano H, v kateri se predstavlja približno 50 podjetij, zbornic, državnih institucij, županij. Pripravili so tudi vrsto spremljajočih prireditev, od katerih bi izpostavil slovensko-hrvaški poslovni forum, ki bo potekal že danes popoldan. Vse dni pa so za obiskovalce pripravili tudi pester kulinaričen in kulturni program. Na koncu vam želim vsem veliko pravih nasvetov, koristnih informacij, novih poslovnih stikov in tudi uspešnih poslov v naslednjih 6 dnevih 50. sejma Most. Velika hvala vsem, ki ste nam ga pomagali pripraviti in ste se še posebej potrudili za letošnji jubilej. Hvala ekipi Celjskega sejma, ki je za letošnji Most trdo delala že od zaključka lanskega sejma Most, vsem zunanjim sodelavcem sejma in vsem partnerjem, ki ste sodelovali oziroma sodelujete pri pripravi in izvedbi letošnjega sejma Most. Najlepša hvala, spoštovani gospod izvršni direktor Celjskega sejma, magister Robert Otorepec. Cenjeni, častni, visoki gostje iz tujine, ki ste se nam pridružili malce kasneje, poimensko smo vas predstavili in vas pozdravili že v uvodu te naše slovesnosti, zdaj pa vam še enkrat izrekamo prisrčno dobrodošlico. Na sejem Most ste in so gotovo ponosni prav vsi Celjanke in Celjani. Celje je čudovito mesto s častitljivo tradicijo, ki gotovo navduši prav vse razstavljavke in razstavljavce, gostje in goste, obiskovalke in obiskovalce sejma. K besedi zato zdaj z velikim veseljem in spoštovanjem vabim župana Mestne občine Celje, gospoda Bojana Šrota. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni visoki gostje, spoštovani predsednik vlade, dr. Miro Cerar, razstavljavke in razstavljavci, prisrčno pozdravljeni in iskreno dobrodošli v Knežjem mestu na otvoritvi jubilejnega 50. mednarodnega sejma obrti in podjetništva. Sejem je v teh letih bil pomemben generator gospodarskega razvoja ne samo v Celju, regiji, ampak tudi širše. In hkrati je seveda veliko prispeval promociji in prepoznavnosti mesta. Nenazadnje gre za največji poslovni dogodek v tem delu Evrope. Verjetno si je malo kdo od tistih udeležencev zbora obrtnikov leta 1967 v Dobrni predstavljal, kaj bo nastalo iz njihove odlične ideje. Nastala je odlična sejemska hiša z odlično sejemsko infrastrukturo, ki celo leto prireja vrsto specializiranih tematskih sejmov, največjega odpiramo danes. Seveda sama ideja ne bi pomenila nič, če ne bi za njo stali ljudje, ki so jo znali uresničiti. Zasluga za to gre v prvi vrsti vsem generacijam zaposlenih v družbi Celjski sejem, na čelu z dolgoletnim direktorjem, sedaj predsednikom upravnega odbora, magistrom Francem Pangerlom, ki vodi družbo že več kot polovico časa njenega obstoja. Velika hvala tudi dolgoletnemu zvestemu partnerju Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Nekaj malega zaslug pa ima verjetno tudi mesto, v katerem se ta prireditev odvija. Celje vse skozi podpira razvoj sejemske dejavnosti,
družbi smo stali ob strani tudi v težkih časih, nenazadnje pa je mesto tudi zelo konstruktiven, več kot enočetrtinski delničar družbe. Sejem je vsako leto zelo pester in bogat in verjamem, da so se organizatorji letos še posebej potrudili. Nenazadnje so na vabilo zapisali največji in najboljši. Moram reči, da se sejma zelo veselim. Veselim pa se tudi številnih spremljevalnih prireditev, ki daje tisto pravo vsebino sejmu. Že jutri bo posvet županov iz držav tega dela Evrope na temo pametnih mest. V petek bo predstavitev projekta Edison, ki ima za ambicijo postaviti jugovzhodno Evropo med vodilne na področju električne mobilnosti. Še posebej pa sem vesel, da je ob tej 50-letnici prvič v zgodovini država partnerica, naša soseda Hrvaška, kar očitno kaže, da gospodarstveniki znate dobro sodelovati. Dobro znamo sodelovati tudi na lokalnem nivoju. Celje ima številne prijateljske povezave s hrvaškimi mesti, od Slavonskega Broda, Baške, Povljane in še bi lahko našteval. Izmenjujemo si dobre prakse, spoznavamo kulturno drugačnost in imamo od tega korist vse. Verjetno si vsi želimo, državljani obeh držav pa to od politike tudi pričakujejo, da tudi odnose na državnem nivoju čim prej spravimo na tisti nivo, kot mu rečemo, odličen. Vsem, ki soustvarjate to sejemsko podobo, razstavljavcem, partnerjem, obiskovalcem, v prvi vrsti pa seveda organizatorjem, čestitam in se vam iskreno zahvaljujem. Sejem je letos dočakal jubilej v prenovljeni podobi. Celjani smo ponosni na svojo 2000-letno zgodovino. Mesto stoji na rimskih temeljih. Če vam bo ob ogledu oziroma obveznostih na sejmu ostalo še kaj časa, volje in energije, vas povabim, da si ogledate katero od zgodovinskih znamenitosti. Do mesta se boste letos lahko pripeljali brezplačno z električnim avtobusom. Verjemite, da se boste lahko prepričali, da je mesto res zgodovinsko bogato, lepo urejeno in da v njem živijo prijazni in gostoljubni ljudje. Vsem želim uspešne sejemske dni in hvala za pozornost. Hvala lepa, spoštovani gospod župan Knežjega mesta. Ker so prazniki in slovesnosti namenjeni tudi veselju, si bom zdaj dovolila malo iskrivosti in rekla, da je ime mesta Celje lahko tudi po zaslugi tega sejma MOS kratica za celovito, energično, ljubeznivo, juhu, enkratno mesto. Je préfère, il n'a rien dit
Ja, sejem Mos je nedvomno pesmi vreden, hvala izjemnim opernim pevcem Katji Konvalinka, Ireni Jebua-Tiran in Diegu Bariusu Rosu. Upam, da nas bodo danes še presenetili s kakšnim prihodom na oder. Pesmi so že iz davnine obredni del praznovanj. In ko že govorimo o davnih časih, se mi zdi zanimivo, da etimološko beseda sejem izvira iz praslovanske besedne zveze senjeti, kar bi v dobesednem prevodu pomenilo skupaj vzeti oziroma zbrati se, vzeti se skupaj. Beseda obrt pa je prvotno pomenila obtok, promet, pogon, vrtljaj in je izpeljana iz glagola obrtati, torej obračati, vrteti. V 18. stoletju pa najdemo tudi zapis pridevnika obrten v pomenu spreten. Na spreten pa se rima tudi beseda podjeten. In k besedi zdaj z velikim veseljem in spoštovanjem vabim predsednika vseh obrtno-spretno-podjetnih, predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Branka Meha. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli pred mikrofonom. Spoštovani predsednik vlade dr. Miro Cerar, spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Mitja Bervar, spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki, spoštovani visoki gostje. V veliko veselje mi je, da lahko danes skupaj z vami obeležujem 50. jubilej Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti. Ponosen sem, da smo bili prav obrtniki pred natanko 50 leti, pobudniki in organizatorji prvega obrtnega sejma, ki se je v tem času razvil v edinstven in prepoznaven sejem mednarodnih razsežnosti. Iskrene čestitke in globok poklon vsem, ki ste pustili svoj pečat v polstoletni zgodovini tega sejma. Vsako leto, že pol stoletja, obrtniki in podjetniki na tem sejmu predstavljamo naše storitve in izdelke. Sklepamo nova poznanstva, ki vodijo v nove posle in dobivamo nove ideje. Mos je prav gotovo med najpomembnejšimi, če ne celo najpomembnejši sejem za mnoge obrtnike in podjetnike, kar dokazuje tudi naraščajoče zanimanje za vse večje število razstavljavcev ter obiskovalcev. Izredno sem vesel, da je prva država partnerica na tem sejmu prav Hrvaška. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s Hrvaško obrtno zbornico že vrsto let odlično sodeluje. Prav tako pa je Hrvaška pomemben trg za številne slovenske obrtnike in podjetnike. Poleg sejemskega jubileja pa imamo še en razlog za slavje. Slovenskim podjetjem je po hudi gospodarski krizi in dolgotrajnem okrevanju uspelo preseči predkrizno raven prihodkov od prodaje. Izvoz se krepi, prav tako se povečuje domača potrošnja. Zato je pričakovati, da bomo pozitivne kazalnike beležili tudi prihodnje leto. In če vsi govorijo o podiranju rekordov na področju gospodarske rasti, pa lahko obrtniki in podjetniki letos govorimo o rekordnem številu naših zahtev. Zahteve slovenske obrti in podjetništva, ki jih vsako leto spišemo in predstavimo vladi. Namreč letos obsegajo rekordnih 121 zahtev. Žal jih vlada vsako leto uresniči zgolj peščico. Glede na dejstvo, da je malo gospodarstvo predstavlja kar 99% celotnega slovenskega gospodarstva, bi pričakoval, da bodo naše zahteve bolje slišane in tudi uslišane. Zamislite si, kakšen gospodarski preboj bi šele imeli, če bi realizirali vsaj polovico naših zahtev. Toda, spoštovani, letos se še ni izteklo.
Bližajo se tudi državnozborske volitve, obrtniki in podjetniki pa smo skupaj z našimi zaposlenimi pomembno volilno telo. Tega pač ne smemo prezreti. Zato verjamem, da bomo lahko prihodnje leto na tem mestu govorili o rekordnem številu realiziranih zahtev obrtnikov in podjetnikov. Star prigovor pravi, da ni vse zlato, kar se sveti. In če tudi imamo visoko gospodarsko aktivnost v državi, nas po drugi strani še vedno pustijo problemi, kot so plačilna nedisciplina, regresni zahtevki, visoke cene komunalnih storitev zaradi spremembe metodologije za izračun omrežnin, administrativne ovire in še bi lahko našteval. Kritičen pa moram biti do predlaganih sprememb na področju trga dela. Po najnovejšem predlogu Ministrstva za delo bi v primeru sporazumnega prenehanja delovnega razmerja delodajalec plačal delavcu nadomestilo za brezposelnost do 1 leta, kar je za delodajalce povsem nesprejemljivo, saj to predstavlja veliko finančno obremenitev. Tudi s predlagano zdravstveno reformo nismo zadovoljni, saj ne prinaša težko pričakovanih celovitih sprememb v smeri racionalizacije in reorganizacije v zdravstvu. Zdi se, da je njen primarni cilj zgolj polnjenje prazne zdravstvene blagajne. Žalostno je tudi, da v reformi ni ne duha, ne sluha v reševanju problema regresnih zahtevkov, ki lahko ogrozijo obstoj podjetij. In ko govorimo o obrti in podjetništvu, nikakor ne moremo mimo perečega problema pomanjkanja kadrov. Mladih, ki bi se odločili za obrtne poklice, je malo. Zato pozdravljamo ponovno uvedbo vajeništva. Pričakovali smo, da bomo z vajeništvom končno dobili usposobljen kader, ga izučili in kasneje tudi zaposlili. Zato smo še toliko bolj razočarani, da v tem šolskem letu ni bilo veliko zanimanja mladih za vajeništvo. Ta trenutek imamo v celi Sloveniji zgolj 53 vajencev. Naša zbornica že vrsto let promovira obrtne poklice in tako smo tudi na letošnjem MOS postavili ulico obrti ter vajeniško pisarno, kjer bodo obiskovalci dobili vse potrebne informacije o vajeništvu. Pomembno vlogo pri promociji pa imajo tudi starši, učitelji in svetovalci, delavci v osnovnih šolah. A to ni dovolj, zato pozivam vse odličevalce na resornem ministrstvu, da v prihodnjem letu namenijo več sredstev za promocijo vajeništva. Spoštovani, tako kot v življenju sicer, tudi na poslovnem področju velja, da je v slogi moč. Če bomo delovali enotno, če bomo skupaj z vlado soustvarjali boljše pogoje za poslovanje obrtnikov in podjetnikov, če bomo imeli mlade v obrti in podjetništvu, potem je uspeh zagotovljen in predvsem dolgoročen. Spoštovani razstavljavci, želim vam uspešen sejemski nastop in upam, da se v tako številčni zasedbi srečamo ponovno naslednje leto. Hvala in srečno. Hvala predsedniku Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Spoštovani in spoštovane, kot že rečeno, ima sejem MOS prvo državno partnerico v zgodovini, Hrvaško, ki zaradi svoje bližine in tudi sicer že dobrega sodelovanja med podjetniki na obeh straneh meje odpira nove priložnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja. K nagovoru zdaj z veseljem in spoštovanjem vabim podpredsednico Vlade Republike Hrvaške in ministrico za gospodarstvo, podjetništvo in obrt, doktorico Martino Dalić. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli.
Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade Republike Slovenije, gospodine Cerar, poštovane dame i gospodo, dozvolite mi na samom početku iskrene čestitke na 50. obljetnici Međunarodnog sajma u Celju. 50. godina je za svaku organizaciju, naravno i za svaku osobu, obljetnica koju nije lako ostvariti. A vaš je uspjeh posebno značajan kada znamo koliko su snažne i duboke gospodarske i političke promjene bile u ovih pola stoljeća. Stoga još jedan put iskrene čestitke svima onima koji su svoj rad, trud, znanje i vještine ulagali u održavanje ove manifestacije i naravno u njezin budući razvoj. Iznimno mi je zadovoljstvo da je upravo u prilici ove obljetnice Hrvatska zemlja partner. Argumenti za ovu odluku sigurno proizlaze iz dosegnutog obujma gospodarske razmjene dviju država, ali i snažne prekogranične povezanosti ne samo gospodarstava, već i ljudi koji žive kako u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, tako i u istočnoj Sloveniji, ali kao što je istaknuo i župan Šrot, ta je povezanost među dvama narodima svakako i šira. Mjereno vanjsko-trgovinskom razmjenom Slovenije i Hrvatske, one su međusobno važan gospodarski i trgovinski partner. Ukupan obujam naše razmjene od 3,6 milijardi eura u protekloj godini u 2016. učinio je Sloveniju trećom vanjsko-trgovinskom partnericom Hrvatske, a Hrvatske četvrtou za Sloveniju. Obje zemlje naravno bilježe i respektabilan tijek direktnih investicija, kako slovenskih u Hrvatsku, tako i hrvatskih u Sloveniju. Od trgovine preko prehrambeno-prerađivačke do metaloprerađivačke industrije. Slovenija je naravno i važno emitivno tržište za hrvatski turizam. U prvih 7 mjeseci ove godine oko 500 000 Slovenaca posjetilo je Hrvatsku, a određenu blagu stagnaciju u odnosu na proteklu godinu valja nadoknaditi brzo u nadolazećem razdoblju. Zato je sigurno i ovaj sajam izvrsna prilika, jer se i ovdje predstavlja 8 turističkih zajednica naših kontinentalnih županija. Sigurno je sajam u Celju sjajna prilika i za daljnje unapređenje gospodarskih odnosa, naročito suradnje između obrtnika i malih i srednjih poduzeća u kojima obje zemlje imaju značajnu i snažnu tradiciju. U tome smislu posebno nas vesele i projekti koji se dešavaju u okviru našeg zajedničkog članstva u Europskoj uniji, a odnose se na područje energetske, cestovne i željezničke infrastrukture, jer njihovom realizacijom ostvarit će se i značajnija i još snažnija infrastrukturna povezanost dviju zemalja i time otvoriti dodatan prostor za jačanje gospodarskih odnosa i prilika. Pa upravo i realizacija i izgradnja jednog od ovih projekata bila je i razlog našeg malog kašnjenja, zbog čega se ispričavam. Sveukupno na sajmu će se predstaviti 40 hrvatskih tvrtki iz različitih industrija. Posebno mjesto zauzima predstavljanje hrvatskog dizajna u proizvodnji proizvoda od drva, a predstavit će se i klaster proizvođača računalnih igara, koji je primjer izvrsnosti u novim tehnologijama. A kao što vidimo, a vjerujem da će to biti slučaj i u budućnosti, područje novih tehnologija, inovacija biti će sigurno ono koje će dominirati i ovim sajmom u nadolazećim godinama. Uz dobru i rastuću gospodarsku suradnju, ukupne odnose Hrvatske i Slovenije svakako obilježava i nekoliko otvorenih političkih pitanja. Radi se o važnim pitanjima koja su nažalost sa nama već dugi niz godina i koja želimo rješavati na način koji poštuje međunarodno pravo. Međutim, i uz dugotrajnu otvorenost ovih pitanja, gospodarska suradnja nalazila se i nalazi na općenito pozitivnom trendu. I stoga očekujemo da će se takav uzlazni trend i nastaviti, jer upravo rezultati koji u međusobnoj suradnji postižu naši poduzetnici su najbolji dokaz i argument protiv bilo kakvog instrumentaliziranja gospodarskih odnosa radi eventualnog jačanja kratkoročnih političkih pozicija. Uzlazni trend u gospodarskoj suradnji jasno pokazuje da to poduzetnici ne žele i taj glas treba poslušati.
Na kraju čestitam još jedan put Cejskom sajmu na njegovoj velikoj obljetnici i želim još 50 godina uspješnog rada. Svim sudionicima sajma želim uspješno sudjelovanje i plodonosne poslovne dogovore. Hvala vam lijepo na pozornosti. Hvala lepa, spoštovani podpredsednici Vlade Republike Hrvaške in ministrici za gospodarstvo, podjetništvo in obrti. Pred slavnostno otvoritvijo sejma MOS pa naj nam srca zopet ogreje glasba in naj nas pobožajo imenitni operni pevci. Largo al factotum della città, largo, la 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 la. Presto a bottega che l'alba è già presto, la 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo! La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. Figaro! Son qua. Ehi, Figaro! Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, Della città, della città, della città.
lepa. Ja, Kati Konvalinka, Ireni Jebua Tiran in Diego Barrio Sorosu se je, kot ste lahko videli, pridružil še fotograf iz občinstva Jure Počkaj. Spoštovani in spoštovane, k nagovoru in k slavnostni otvoritvi sejma MOS pa zdaj z velikim veseljem in spoštovanjem vabim predsednika Vlade Republike Slovenije, doktorja Mira Cerarja. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli pred mikrofonom, spoštovani gospod predsednik. Hvala lepa in najlepša hvala vsem vrhunskim umetnikom, ki so nam pričarali to božansko glasbo, te lepe melodije. Sicer pa seveda spoštovani magister Franc Panger, gostitelj tega dogodka in predsednik upravnega odbora družbe Celjski sejem in cenjeno ostalo vodstvo. Spoštovani župan mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot, spoštovana podpredsednica Vlade Republike Hrvaške in ministrica za gospodarstvo, podjetništvo in obrt, dr. Martina Dalić, spoštovani drugi visoki gostje iz Slovenije in iz tujine, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, cenjene dame in gospodje. Res mi je veliko veselje, da vas lahko pozdravim tudi sam na otvoritvi tega pomembnega mednarodnega sejma obrti in podjetnosti MOS, ki letos praznuje že častitljivo 50. obletnico oziroma izvedbo. To je zelo uspešna slovenska zgodba, za kar gre predvsem zahvala razstavljavcem in seveda organizatorjem, ki svojim predanim delom dokazujejo, da Slovenci resnično zmoremo in znamo. Še posebej me veseli, da po letih, ki smo jo skoraj da že pozabili, vendar nam morajo ostati kot dober opomin, po letih socialne, predvsem finančne, ekonomske, pa tudi politične krize, tudi ta sejem, tako kot naša družba, diha za bolj polnimi pljuči. Seveda še nismo tam, kjer bi si želeli. Želeli bi si več, želeli bi si še bolje, še hitreje, pa vendar mislim, da tisti napredek, ki si ga moramo želeti, je napredek, do katerega se moramo prebiti s čvrstimi koraki, takšnimi, ki bodo postavili nove čvrste temelje za prihodnost in ne takšne, ki jih na hitro vzpostavimo, pa se morda potem kasneje tudi hitro porušijo. Zato me veseli seveda, da korak za korakom, tako ocenjujem, postavljamo take temelje, da so pravzaprav vsi temeljni finančni, ekonomski, pa tudi socialni kazalci pozitivni, da imamo stabilno gospodarsko rast, da se nam je bistveno zmanjšala nezaposlenost, ki ima zdaj vrednost celo pod 7%, trenutno znaša 6,4%, in da se nam seveda, kar je še bolj pomembno, povečuje zaposlenost, da smo vedno bolj konkurenčni, kar dokazujejo različne lestvice konkurenčnosti in seveda predvsem tudi, da imamo rekordne rezultate na področju turizma in še marsikje. Spregovoril sem samo o nekaterih gospodarskih kazalcih, lahko bi govoril o socialnih, o drugih, pa vendar ne bom danes tukaj osredotočen bolj na ta vidik. Država je seveda pomemben dejavnik vsake družbe, je pomemben dejavnik pri uspešnosti ali neuspešnosti gospodarstva in drugih področij našega življenja. Trudimo se, vlada, ki jo vodim, se trudi ves čas, vsak dan, vsako uro, za izboljšave, ki smo jih že dosegli, ampak seveda jih moramo nadgraditi na področju bančnega sistema, na področju pravosodja, na področju javne uprave, na področju uvajanja vajeništva v šole, nasploh povezave šolskega sistema, še posebej tudi univerz z gospodarstvom, na poudarjanju poklicnih veščin in znanj, kompetenc in vsega tistega, kar pomeni neko podporo, oporo gospodarstvu, predvsem tudi malim podjetnikom, ki so seveda še kako pomemben steber, torej malim in srednjim podjetjem, ki so še kako pomemben steber slovenskega gospodarstva. Ne smemo pozabiti tudi na druge dejavnosti in področja, ki jih vlada pokriva, denimo varnost. Vsi vemo, kako je danes zelo pomembna varnost
če želimo seveda imeti stabilno gospodarstvo, če želimo imeti državo, ki je odprta, ki privlači tuje investitorje. In nenazadnje seveda je tu politična stabilnost, ki je pravzaprav predpostavka vsemu temu, kajti če ni te stabilnosti, potem seveda je v družbi nepredvidljivost, negotovost na vseh podsistemih in seveda družba ne more dihati s polnimi pljuči, pride v krč, ugled države pade in to ima seveda verižne posledice v negativni smeri za pravzaprav vse podsisteme. Zato se moramo stalno zavedati, da kadarkoli se veselimo uspeha, denimo gospodarstva, uspeha na področju znanosti, kulture, šolstva, kjerkoli, športa, vsi te uspehi bodo in bodo še večji samo, če bo družba kot celota uspešna. Če bomo vsi podpirali drug drugega in predvsem, kar je najbolj pomembno, so delovali. Lahko tudi rečemo slo delovali. V Sloveniji namreč si moramo zadati to kot temeljno maksimo naše prihodnosti, ki pa mora biti seveda prihodnost za ljudi, za kvaliteto življenja. Mi moramo v korak s 4. industrijsko revolucijo, z novimi tehnologijami. Mi moramo razvijati digitalizacijo, pametna mesta, pametne tehnologije in vse to, kar je seveda neizogibno danes, če želimo biti konkurenčni. Ampak vsi ti moderni procesi, ves ta razvoj, ki ga skupaj z vlado spodbujam, mora biti modernizacija, razvoj, digitalizacija, karkoli že s človeškim obrazom. Kajti na začetku in na koncu je vedno človek, vsaka naša dejavnost izvira iz ljudi in je namenjena ljudem. In zato seveda pa moramo sodelovati. Kajti tako kot potrebujemo obrtnike, podjetja, torej gospodarstvo v celoti, tako potrebujemo tudi javno upravo, potrebujemo zdravstvo, šolstvo, kulturo in še marsikaj, seveda, in tega upam, da se vsi vedno bolj zavedamo. Zelo me veseli, da je Slovenija postala privlačna tudi za pomembne tuje investicije. Naj omenim Yaskavo in predvsem naj z veseljem povem, da smo včeraj, kot veste, odstranili še zadnje ovire za veliko investicijo, pomembno investicijo, to je Magna, ki bo upam prišla v Slovenijo in ponudila veliko število delovnih mest, dobre poslovne modele, razvoj nekemu območju, ki je bilo v zadnjih letih v zelo težki situaciji. Ampak tu se seveda ne bomo ustavili. Minister za gospodarstvo, vlada, ki jo vodim, naredili bomo vse, da bomo še pospešili takšne dobre investicije, tudi domače, in da bomo, kar je seveda pričakovanje tudi, kot je bilo rečeno, obrtnikov, podjetnikov, šli naproti tudi tem njihovim zahtevam v čim večji meri. Trudimo se, napredujemo morda po majhnih korakih, vendar napredujemo vztrajno, ne vračamo se nazaj, gremo naprej in jaz mislim, da je to zelo pomembno in zagotavljam vam, da bomo tudi v prihodnjih mesecih, dokler bo ta vlada delovala in upam seveda tudi kasneje, vsi delali za to, da bo lažje in bolje tudi malim podjetnikom, srednjim podjetjem, vsem tistim, ki so pravzaprav jedro tudi naše izvozne in drugačne uspešnosti. Seveda pa je pri tem zelo pomembno, da si ne mečemo polen pod noge. In tega je žal v Sloveniji še vedno veliko. Predvsem dostikrat tudi iz političnih razlogov, kar denimo dokazuje primer z drugim tirom, kjer gre za investicijo oziroma za razvojni projekt, ki ga Slovenija nujno potrebuje. Ko gre za razvoj Luke Koper, za razvoj naših železnic, naših podjetij in za umestitev Slovenije na evropski in svetovni transportni in gospodarski zemljevid za prihodnja leta in desetletja. Ko gre za našo razvojno prihodnost, gre tudi za zeleno Slovenijo. In tu smo na točki, kjer se moramo zavedati, zdaj ali nikoli. Če ne bomo zdaj, nas bodo druge države v nekaj letih prehitele in mi se bomo vrnili na tem področju nazaj v 19. stoletje. Če ne bomo zdaj, Slovenija ne bo toliko ekološka, zelena, kot si želimo. In če ne bo zdaj, ne bo toliko razvoja in ne bo toliko perspektive za naše mlade, kot si želimo.
Zato moramo biti za ta razvoj, tudi za drugi tir in za vse takšne razvojne projekte, ki nam skupaj koristijo in ki so v prid tudi bodočim generacijam. Naj zaključim s tem, da izrazim veselje, zadovoljstvo, da sejem Most letos prvič v zgodovini organizira to dogajanje skupaj z državo partnerico Republiko Hrvaško. Vesel sem tega sodelovanja in soglašam z ugotovitvijo, da prav na tem področju je sodelovanje odlično. Na nekaterih drugih področjih prav tako. Ponekod je prav dobro, ponekod dobro, ponekod pa nam, kot je bilo nekako že nakazano, zmanjkuje zaupanja. Premalo je zaupanja, da bi dokončali še tiste skupne projekte ali zadeve, ki so pomembni, kot je denimo vprašanje mej in tako naprej, za katere je seveda v veliki meri odgovorna politika. In jaz se bom zelo potrudil, da bomo seveda povsod, da bo naša vlada, ki jo vodim, povsod, kjer je sodelovanje dobro, odlično, to samo še spodbujali, da pa bomo povsod tam, kjer je premalo zaupanja, da bi vzpostavili ta hip boljše sodelovanje, vzpostavljali tudi naprej to zaupanje, da ga zagotovimo do te mere, da bomo tudi te zadeve izboljšali, da bomo pravzaprav dosegli sinergijo, ki nas bo peljala skupaj še bolj odločno naprej. Spoštovani organizatorji, spoštovani razstavljavke, razstavljavci, spoštovani gostje, vsi, ki ste danes tukaj in vsi tisti, ki boste v prihodnjih dneh sokreirali zanimive dogodke na tem sejmu. Želim vam veliko uspeha, veliko medsebojnega srečevanja, čisto dobrih, pristnih srečanj, človeških odnosov, topline, pa tudi mnogo dobrih izkoriščenih poslovnih priložnosti za naprej. Naj gre naprej Slovenija, sodelujmo s sosednjimi državami, imejmo odprte meje, ko gre za dobre stvari in bodimo vsi, bi rekel, usmerjeni v razvoj, v prihodnost, kajti Slovenija, regija, Evropa mora iti v to prihodnost skupaj. Srečno sejem in hvala lepa. Pozdravljeni. Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, s predsednikovimi besedami srečno sejem, je sejem Most tudi uradno odprt. Zdaj vas, spoštovani in spoštovane, vabimo, da se nam pridružite pri skupinskemu ogledu sejma, ki ga bomo začeli s simbolnim odprtjem hrvaškega paviljona. Še prej pa bodo predstavniki šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje v avli spodaj predali šopek, ki so ga izdelali dijaki in dijakinje, predali pa ga bodo predsedniku Vlade Slovenije in podpredsednici Vlade Hrvaške. Želimo vam vse dobro in obilo sejemskih užitkov. Zrcalo slovenskih dosežkov, priložnosti v tujini, dom, gradnja, turizem, potovanja, obrt, industrija, popusti. Vse novosti na enem mestu. 50. Most, največji in najboljši. Celjski sejem od 12. do 17. septembra. Thank you.